Saj to mora biti zanimiv life, ne? Da srečaš eno hudo klobaso od prejšnjega dneva, pa rečeš, čak malo stari, kjer car je pa tole naredil. A veš, je bilo tako, da sem v bistvu polnoči pisal pa postavil Mercedes za all terrain. Ampak sem rekel all terrain. In ja, sem zdaj malo potegnil, a ne? Zdaj pa čakam tega mini junca, da naredi svoje. Veš, kaj mi je pa najbolj smešen pri Gizmotu, da on hodi okrog pa ful voha. In pol končno najde nekaj. In to je svoj drek od prejšnjega dneva. In pol on to voha, kada, čak malo, tega modela pa poznam. Kada se dec ne more načuditi svojemu lastnemu dreku. Saj to mora biti zanimiv life, ne? Da srečaš eno hudo klobaso od prejšnjega dneva, pa rečeš, čak malo stari, kjer car je pa tole naredil. Ja, veš kva? Jaz mislim, da je Miklavžev požar. Kje pa je to? Aha. Veselce, kako češ. S sabo imam tudi Gizmota, zato ker bo šla malo na sprehod, oziroma on rab malo sprostiti vso to energijo, ki ima nakopičeno vse, tako vsak dan. Hočem pa, da bomo avto jutri zjutraj pripravljen za fotkanje in napolnjen z gorivom, tako da bo vse štimalo tako, kot treba. Zato ker jutri bomo pa tak dosti hardcore terenski dan, mislim, da moram poslikati 4, ne celo 5 avtomobilov. In to, a veš, se ti ena stvar zalom, pa se ti vse začne podelati pa padati kot domine. In to ni dober, niti malo. Ročno zategnem. Lej, kva vidim. Se vidi? Lej, ga vidiš? Transportno letalo vojaško. To pa je Goljate. Po moje slovenske vojake nazaj pripeljalo, tako že pravijo, ne? Da takrat prije ta avion v Maribor. Kaj Gizmo, kaj ti ni všeč? Drugač pa, veš kaj se mi zdi fajn kle na OMV-ju, ne? Da ko pereš avto v njihovi avtopralnici si lahko noter. Zato, ker na Petrolu te 1, 2, 3 ven naženejo. Ne vem, kdaj kdo noter vstoja, zakaj imajo tak hud pravilnik in se bojijo kakšne tožbe ali kaj, ampak tam ne smeš biti v avtu, pa dlej, tudi če je minus 45 zunaj. Drugač pa, če sem iskren, jaz sem res mislil, da bomo danes čas za sladko kislo za tega Citroena, pa pač preprosto ni zneslo. Bom pa odgovoril na en dosti zanimivo vprašanje. Veš, kad Primož Zorc me to sem zdaj rekel, veš, kada Primoža Zorca pa vsi poznajo. V glavnem Primož Zorc, ti me sprašuješ, kater avto se meni zdi glede na neko poprečno slovensko kupno moč best value for money, oziroma kot nekakšna dobra naložba za, recimo temu, družinski avtomobil. Primož, a veš, zdaj me tukaj mika, da bi šel v dve smeri, ne? Predvsem zato, ker so vse bolj popularni križanci, ne? Pač nisem Kaškaj in te njegovi kolegi. Ampak jaz sem... Olej, polcaj. Ampak jaz sem v tem trenutku še vedno pod takim zelo močnim vtisom karavanov golfovega razreda. Zdaj ne vem, če se spomnite, ne, ampak nekaj časa nazaj smo na Siolu skupaj s še 6 drugimi uredništvi delali veliki primerjalni test karavanov spodnjega srednjega razreda in smo prišli do dosti zanimivih ugotovitev. Lahko že kar takoj povem, da je med vsemi konkurenti, mislim, da jih je bilo kar 9 zmagal Seat Leon. Na drugo pa tretje mesto so se pa uvrstila dva precej sodobna avtomobila, in sicer karavanski Megane pa karavanska Opel Astra, kar je bilo v bistvu po eni strani za pa še nekaj res. Mi smo pri tem primerjalcu poudarjali, da v bistvu slabega avtomobila na tem testu ni bilo. Vsi so bili precej izenačeni. Tudi tisti avtomobili, ko so pristali bolj pri repu, to so prav Ford Focus, pa Toyota Auris, pa kdo je še bil bolj zadnji. No, v bistvu vse ni važno. Hočem to povedati, da se meni zdi ta razred avtomobila za slovenske družine sploh v kombinaciji z motorji, ki jih lahko kupci izberejo. Tukaj imam predvsem v mislih ta 1,6 litrski dizelski motor, ki je valjda zelo oziroma najbolj popularen, in to se mi zdi ena taka dost pametna izbira glede na to, kaj vse dobiš za ta denar. A veš, kaj ti lahko za teh razmeroma dostopnih 20-21 jurjev dobiš avto z velikim prtljažnikom, z zelo dobrimi voznimi lastnostmi, predvsem pa s tako zelo obsežno varnostno paleto pomagal, in to je zadnje čase vse pomembnejše. Zdaj pa še pogledam, koga smo vse imeli. To se pravi, prvi je bil Leon ST, Megane Grand Tour, Opel Astra Sportswagen, ta četrto mesto Kia Ceed SV, pa Škoda Octavia, Peugeot 308 SV, Volkswagen Golf, Ford Focus, pa ja, na koncu, na zadnjem mestu, pa niti ne toliko slabše od ostalih Toyota Auris. In mislim, da je to, kar imam glede tega zapovedati. Če bi jaz zbiral družinski avto, dostopen, z uredom motorjem, bi zbiral med temi avtomobili. Je pa nekaj drugega tudi res, ne. Tukaj zraven nismo testirali karavanske Honda Civic, kjer je pač uvoznik, ne vem zakaj, z njemu znanih razlogov ni želel dati. Je pa to, če sem čisto iskren, eden mojih najljubših avtomobilov sploh v tem segmentu. Tako zdaj pa čas, da je, kaka lepa svetlova, pa kaj si ti nor. Hop,
Evo, pa je šel s realnim dogodivščinam naproti. Pa še na eno vprašanje bom odgovoril. Meni se zdi, da to že vsi veste, ampak kljub temu vsaj enkrat, dvakrat na dan dobim vprašanje na zasebno sporočilo, s kakšno kamero jaz snemam ta vlog. Ampak bom še enkrat povedal, nič hudega. Jaz snemam izključno z mobilnim telefonom. Običajno je tu Huawei P9 ali pa Samsung S7. Tale se bo malo prehitro peljal za to omejitev. Hyundai Tucson, ta star. Evo, sem ga zašpecil. Nekdo se vrača. Zdravo, stari! Si zrihtu? Je, glej ga, to ga ne moram loviti. Kje si? Tukaj je.